Spoštovani gospod predsednik, spoštovana magistrica Lučka Lazarev Šerbec, gospe in gospodje, ki obeležitev državnega praznika spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lep pozdrav iz predsedniške palače, kjer bomo danes na razmeram primeren način obeležili državni praznik Dan Rudolfa Maistra. Državne praznike v predsedniški palači tradicionalno praznujemo na dnevih odprtih vrat, ki na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013. Zaradi razmer državni praznik tokrat praznujemo na drugačen način in zato se je predsednik Republike Slovenije odločil, da namesto obiskovalcev v palačo povabi magistrico Lučko Lazarev Šerbec, predsednico Zveze društev General Maister, s katero bosta ob dnevu Rudolfa Maistra nagovorila državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence doma in po svetu. Spoštovana magistrica Lučka Lazarev Šerbec, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani domoljubi. 23. november je dan Rudolfa Maistra. Je v bistvu tretji Slovenec, ki smo mu državljani posvetili praznični dan. Znana modrost je, da je zgodovina učiteljica življenja, saj nas uči vrednosti le-tega, uči nas vrednosti domovine, naroda in jezika. Vseh teh vrednot se zavedamo takrat, ko so ogrožene. To so prelomni trenutki zgodovine, ko o usodi ljudi odločajo pogumni in izredni posamezniki. Takšna zgodovinska osebnost je tudi Rudolf Maister. Brez njega in njegovih borcev bi bila podoba današnje Slovenije bistveno drugačna, brez negovanja spomina nanj in tiste časi bi bili pozabljeni. Ko izgovorimo Maistrovo ime, pokličemo spomin vrednote, kot so domoljubje, tovarištvo in kultura. General Maister ni bil samo bojevnik, bil je tudi pesnik, pisec, ukvarjal se s slikarstvom in bil tudi strastni bibliofil, saj je z veliko vnemo in predvsem z ljubeznijo zbiral slovenske knjige. Njegova knjižna zbirka je danes ponos Mariborski univerzitetni knjižnici in je del naše kulturne zakladnice. Praznik ni povezan niti z rojstvom, niti s smrtjo velikega Slovenca. 23. november je Rudolf Maister s svojo vojsko, 4000 vojaki in 200 častniki razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil. To je bil velik dan za vse Slovence. Zmaga je bila veličastna, vredna vsakoletnega spomina. A žal tej zmagi ni sledila druga na koroškem ozemlju. Neodločnost in sprenevedanje narodne vlade v Ljubljani je terjalo svoj davek in Celovec, Beljak in pa Klagenfurt so bili izgubljeni. Politika se je nanašala na mirovno konferenco. Nazadnje pa je negativna propaganda države SHS na plebiscitu naredila svoje. Posledice so bile daljnosežne in poučne. Najbolj žalostno je, da so Maistrovo delovanje ovirali tisti, ki bi morali odprti rok sprejeti dejstvo, da je nekdo sposoben uresničiti narodne sanje o lastnem ozemlju, kulturi in jeziku. Danes se morda premalo zavedamo, da nam v preteklosti ni bilo nič poklonjeno. Vse smo si morali izboriti sami, ozemlje, jezik, gospodarski položaj. In uspelo nam je. V današnjem času se nam zdi vse samoumevno, da imamo državo, da imamo ustavo, da imamo inštitucije, ki nam omogočajo varnost in razvoj. Rudolf Maister je bil domoljub. Se kdaj vprašamo, kaj to pomeni biti domoljub? Malo kdo in malo kdaj. Morda ob kakšnem prazniku ali pomembni obletnici. Domoljub dela za dom, za sodržavljane, za dobrobit skupnosti, v kateri živi in ustvarja. Domoljubna dejanja so mnogokrat povezana z nevarnostjo za lastno življenje. Mnogi domoljubi so umrli v borbi za boljši jutri. Domoljubje ni povezano z denarjem in z bogatstvom. Domoljubje so dobra dela, iskrenost, pogum in vizionarstvo.
Mnogokrat se domoljuba posamezniku zavedamo šele takrat, ko jim je prenehalo biti srce. Šele takrat zazeva v naši dojemanju stvarnosti praznina in strah, da ne bomo zmogli brez spoštovane osebe. Spoštovanje si domoljubijo zaslužijo z dejanji in ne z besedami. Pa vrnimo se k 23. novembru 1918. 1. november 1918 je slovenska politika v Ljubljani razglasila slovensko samoodločbo in vstop v državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Slovenski oficir Rudolf Maister je to slovensko samoodločbo zavaroval tako, da je v poveljstvu mariborske garnizije proglasil Maribor in Štajersko Podravje za posest novo nastale države. Zaradi odločnosti ga je Narodni svet imenoval za generala. To je bilo dejanje povezano z upanjem, spoštovanjem in sposobnostjo, ki ga lahko prejme samo pogumna oseba. To zemlje je general svojimi prostovoljci obranil pred priključitvijo Avstrije. Bitka za Maribor in Štajersko je potekala v noči od 22. na 23. november. Morda se današnje generacije sprašujejo, pred kom je general branil Štajersko. Naša ozemlja so stoletja bila del avstrijske monarhije in tako se je na Štajersku oblikovala močna nemško govoreča skupnost, ki je želela ohraniti svoj gospodarski položaj, jezik, navade in običaje. Zaradi razpada monarhije pa so se na njenem ozemlju oblikovale nacionalne države, ki so zahtevale suverenost na vseh področjih. Nemške govoreče skupnosti so hoteli ohraniti svojo nadvlado, Slovenci pa so hoteli tudi te nadvlade otresti. Zato je šlo in zato gre še danes. Domoljubi se bomo vedno borili za suvereno državo Slovencev. Svobodo in suverenost bomo ohranili s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, poštenjem in pogumom. Zgodovinska priborjena enakopravnost ni nekaj samoumevnega. Domoljubje se ne plačuje, domoljubje se spoštuje. V usodnem trenutku za prihodnost Slovencev je imel general Rudolf Maister jasno vizijo. Dediščina Maistrovega domoljubja je v današnjem času trajna skrb za udejevanje slovenskih interesov v družbi enakopravnih narodov. Tudi danes Slovenija potrebuje vizijo in predvsem jasne odgovore, s katerimi se bomo uspešno premagali izzive sedanjosti in prihodnosti ter ob tem ohranili demokracijo ter zavarovali našo socialno in pravno državo. Vsem skupaj želim, da bi nas spomin na generala Maistra opogumil ter nas spodbudil v teh hudih časih, da bi z optimizmom išli iz njega in črpali moč, ki jo tako potrebujemo v današnjem času. Naj živi spomin na generala Rudolfa Maistra in naj živi Slovenija. Hvala. Hvala, magistrica Lazarov Šerbec. Ob današnji priložnosti bodo s koračnico skladatelja Vinka Štruclja nastopili člani trobilnega kvinteta Policijskega orkestra, uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije.
K nagovoru ob državnem prazniku vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovana gospa predsednica, drage Slovenke in Slovenci, spoštovane državljanke in državljani, sprejmite prosim ob današnjem državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, moje najbolj iskrene čestitke. Tudi ob tej slovesni priložnosti in zlasti v teh razmerah izražamo močno upanje in voljo, da skupaj premagamo virus in te razmere in se čim prej vrnemo k običajnemu življenju in delu. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju in vsem, ki v prvih vrstah skrbijo za naše zdravje in pomagajo, da naše življenje vsaj približno poteka po običajnih tirnicah. Zahvaljujemo se veliki večini ljudi, ki se trudijo upoštevati priporočila in navodila pristojnih za zajezitev širjenja virusa. Pozdravljamo vsa majhna in velika dejanja tako posameznikov kot skupin, ki navdihujejo medsebojno solidarnost in človečnost. Zelo globoko cenimo ravnanje slehernega posameznika in vse naše skupnosti, ki kljub večji razdražljivosti zaradi skrbi, strahu ali jeze, da se vzdrži slehernega ravnanja, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot nestrpno. To je zelo, zelo pomembno. Ocenjujem, spoštovane gospe in gospodje, da bi bilo vse lažje in bolje, če bi tudi državna politika delovala bolj povezovalno in enotno, če bi bolj držala skupaj. Nisem edini, ki pogreša več simbolnega in stvarnega sodelovanja med strankami, med vlado in opozicijo, ki bi tudi v najširši javnosti dajala občutek, da nas tudi v teh časih veliko več povezuje, kot nas deli. Slovenska politika je vse od prvih demokratičnih volitev leta 1990 naprej, vključno s plebiscitom in razglasitvijo države, gojila tradicijo strankarskih koordinacij, dogovorov in sporazumov. Glejte, za sodelovanje sta potrebna dva in tudi za prepir sta potrebna dva. Gre za to, za kaj se zavzamemo in kaj izberemo, koliko znanja in koliko politične volje imamo za to. Minulo sredo sem imel sestanek z najvidnejšimi predstavniki Slovenske medicinske akademije. Kot njihov gostitelj sem pričakoval, da mi bodo najbolj in predvsem poudarili vse tiste stvari, ki so neposredno povezane z zajezitvijo širjenja virusa. Presenetili so me za pozivom, da kolikor je v moji moči, skupaj z ostalimi, ki imamo odgovornost za vodenje države, storim več za sodelovanje in enotnost v teh razmerah. To bi tudi po njihovem mnenju pripomoglo k občutku skupnih prizadevanj za premagovanje krize in izhod iz nje. Dejal sem, da krasi 30 let samostojne Slovenije tudi tradicija sporazumov, dogovorov, sodelovanja, ki so se pokazali vselej, ko so bile zgodovinske okoliščine zahtevnejše, kot dober, dostikrat odločilen način za uspešen izhod iz nastalih razmer. Tudi danes nas razmere silijo k temu, da premagamo predsodke in razlike, zamere, osebne in politične, pogledamo čez njih in se potrudimo sodelovati.